VSDC video editor je program, ki je namenjen urejanju videoposnetkov. Programov za urejanje videoposnetkov je ogromen, vsak si ponavadi najde tistega, ki mu najbolj ustreza pri delu. Jaz vam bom pokazala tega. Načeloma pa so si funkcije vseh zelo podobne, samo različne postavitve, kje se kaj klikne, ampak na koncu, ko se boste pogovarjali z nekim kolegom, ki zna prav tako en podoben program, si boste dosti lahko izmenjala kakšna mnenja, kje se kakšne stvari, kje še kakšne funkcije najdejo. Okej, prva stvar, odpremo nov projekt. Jaz ga bom poimenovala VST on you. Lahko si tudi poimenujete, kdo je avtor. V tem primeru bom jaz še določila, da mi bomo urejali neki prazen, se pravi, bom kasneje noter dodajala. Okej, zdaj tukaj sem se že pripravila videoposnetke, ki njihova vsebina trenutno sploh ni pomembna, samo pač neki posnetek mora biti. Okej, na tem posnetku sta dve podganci, eni ime Miška, eni Kiri. Zdaj, v ti dve podganci sem lepo dala noter in sem jih uvrstila. Mi lahko tudi povečujemo, zmanjšujemo, lahko tudi spreminjamo ozadje. V glavnem, vse je stvar raziskovanja v vsakem programu. Zdaj pa, na spletu obstaja glasba, se pravi na YouTubu ali pa tudi na splošno lahko v brskalnikih poiščete glasbo, ki je no copyright music, se pravi glasba, ki omogoča, da jo lahko še naprej uporabljamo, s tem, da moramo jasno spodaj navesti, kdo je avtor te glasbe in kje smo jo dobili. Tako da jaz bom kar tudi dodala semle od spodaj še tale posnetek, ki je pa sicer malo daljši, lahko bi ga tudi porezala. Zdaj pa, ker bom jaz začela, ker bom jaz prižgala ta posnetek, bo to izgledalo takole. Se pravi, oba zvoka se prekrivata. Zdaj v bistvu tiste punce, ki govori s temi podgancami, se sploh ne sliši, ker je ta posnetek preglasen. In zato je zelo pomemben, da mi ta posnetek ali naredimo bolj glasen oziroma damo reči to glasbo, ki smo jo dali za predvajanje od zadaj bolj potiho. Okej, se pravi, da damo to glasbo od zadaj bolj potiho. Gremo tukaj v ta Properties window in tukaj, ko imamo glasnost, gremo v bistvu v minus in s tem zmanjšamo glasnost temu posnetku. In recimo jaz bom dala -23. Okej, -23 decibelov. Bom dala na začetek, pa da vidim. Zdaj se v bistvu sliši glas te punce in tudi sliši se zvok v ozadju. In v bistvu tukaj se lahko potem poigrate glede glasnosti tega zvoka, ki je v ozadju, oziroma glasnosti glavnega posnetka, ne? Okej. Zdaj lahko bi dodali noter eno slikico, sicer imam tukaj že pripravljene dve zvezdici, ki sploh nista nič povezani s to tematiko. Se pravi, jaz bom te dve zvezdice parila in bom dala noter. Zdaj sta te dve zvezdice zelo veliki, jih pomanjšam. Recimo, da jih dam tukaj. Okej. Zdaj, lahko bi se pojavilo, da zvezdice ne bi prišle takoj v ospredje. Če ne bi prišle takoj v ospredje, kliknemo desen klik, gremo v to order in lahko v bistvu grejo zvezdice tudi v ozadju in se jih ne vidi. Ali pa, se pravi, zdaj so zvezdice v ozadju, lahko pa jih dam tudi v ospredje, se pravi, se bojo zvezdice zdajle od tukaj naprej. Evo, bom dala. Evo, tako. In zdaj so zvezdice spet vidne. V glavnem, tukaj se v tem delu lahko tudi poigrate, kam kakšno stvar postaviti.
To je to. Zdaj pa, v tem primeru je pri slikci, ker sem jaz to slikco na hitrico narisala v slikarju, je ta slikca vidna tukaj gor. In ima tudi belo ozadje. Lahko bi pa to narisala tudi tako, da v bistvu bi bilo, ali pa napisala nek tekst, da bi te zvezdice oziroma da bi samo tekst bil in ozadje bi ostalo enako. Preden se spravim tisto stvar risati, vam pa tukaj pokažem, kako v bistvu samo zmanjšate čas ali pa pol tudi lahko prestavljate, kdaj, ob katerem času se bo ta slikca pokazala. Se pravi, bom dala zdaj nekam sem. Ok. In zdaj se v bistvu en kratek čas bosta ti dve zvezdice svetle, potem bosta ugasnile. In zdaj bi bila lahko nova slikca tukaj gor. Kadar pa želite, da imate neko sliko oziroma nekaj narisanega ali pa nekaj napisanega, lahko to naredite klele v tem programu, lahko pa greste tudi v slikar, ki ga imate, 3D slikar v vaših računalnikih. Se pravi, če imate Windowse, in jaz bom zdaj napisala neko besedilo. Ok, se pravi, podganici Miška in Kiri. Ok, zdaj bom tole še pobarvala. Bom dala modro barvo recimo, pa tukaj rdeč, odebeljeno. Ok, zdaj bom šla na platno in bom rekla, da naj bo platno prosojno. Se pravi, ko bom jaz tole zdajle shranila in dala v videoposnetek, bo ozadje prosojno in se bo v bistvu samo to videlo. Ok, in zdaj bom tole shranila še. Shrani kot, slika. No, tako. Zdaj imam tukaj že v temule zraven v mapici to shranjeno. Zaprem in lahko ta trenutek to dam noter. Evo, zdaj piše na veliko tule ta Miška in Kiri. Ok. Zdaj pa, ko sem označila v spodnjem delu, mi imamo v spodnjem delu lahko ogromen enih layerjev, se pravi ogromen plasti. Lahko te plasti tudi združujemo, se pravi, ko imamo enkrat urejen, lahko jaz to dam zraven, ne rabim dodatnega layerja. Lahko v določenem trenutku tukaj samo, ko dam uček, pol ta layer ugasnem, da se ga ne vidi. V glavnem, ogromen enih stvari je, ne se ustrašiti. Na koncu, ko enkrat v bistvu razumete, kako se pravi, ta logika montiranja funkcionira, ni nič težkega. In tudi drugi programi, če vam ta ne leži, poiščite si novega, drugega, pa bo pač isto tisti imel kakšne svoje, pač kaj svojega, no, kakšno svojo funkcijo, ampak mogoče bolj ne tako funkcijo, kakor drugačen kaj uporabnik vidi. Ok, jaz bom dala ta napis recimo čisto tukaj zgoraj in jaz želim, da je ta napis od začetka predvajanja. Glasbo bom tudi skrajšala, jim dala sem do konca. In tako, da ne bom predolgo, bom dala vse skupaj na začetek. Se pravi tako, ok, pa da zdaj preizkusimo, kako to vse skupaj izgleda. Ok, to je, kar se glavnega dela tiče vse. Zdaj bomo pa samo še tale filmček malo porezali. Ok, to gremo pa tukaj v cutting and splitting. In v bistvu tukaj pa damo markerje noter. Se pravi, jaz bom recimo en delček bom označila, en delček tega filmčka. Se pravi, bolj, če hočemo biti bolj natančni,
bolj približamo in vidimo točen sekunde, se pravi, lahko odrežemo in lahko tudi v bistvu odrežemo medtem, ko se filmček vrti. Se pravi, jaz rečem, aha, točen, ko sem rekel, ne vem. Ok, tukaj hočem. In ta del bom izrezala. Ok, počakam. In zdaj pač dam apply changes, se pravi, ta izrez mi je v redu. Če ga oddaljim, ga tudi vidim, da ta izrez traja od tega časa, se pravi, vidite mojo miško do tega časa. In dam apply changes, recimo ok. In zdaj se mi bo tukaj noter pojavil, bom še malo približala. Se pravi, zdaj se mi bo tukaj noter pojavil ta delček kot poseben del, se pravi, kot delček za sebe. Ok. In jaz zdaj lahko ta delček ven zbrišem, grem čisto ven iz filmčka in potem lahko posamezen delček ven zbrišem. Se pravi, zdaj imam iz 3 delov sestavljen, se pravi, en del, drug del, tretji del, v redu. In jaz sem se odločila, da bom tale del, ki sem ga prej pokazala, kako se ga ven zreže. Recimo, če preveč govorite ali pa če ste vmes zakašljali, ali pa če se zgodi kakšna napaka, se pravi, da ste neki čuden zavil z očmi, tisti delček, se pravi, tisto sekundo lahko zrežete ven. Sicer je dela veliko, ampak nič hudega. Evo, taki Tole zdaj lahko ven zbrišem. Primem ta del filmčka, sem ga označila z miško in ga peljem sem. In v bistvu zdaj je pa filmček toliko krajši. In tukaj na prehodu se bo pač tudi videlo. Tako da morate tudi paziti, kako delate s prehodi, da se ne opazi, da je preveč zrezan filmček. Zdaj, če je to moteče, če pač ni. Ok. Zdaj se je videlo, kaj v bistvu malo preskočim. Ok, to je to, na hitrico, da malo sam vidite, kaj se da kaj. Da se tudi kakšne od spredaj, recimo, če bi želela jaz kaj na začetnem delu, v uvodu dati eno sliko, jo date jasen predfilm. Recimo, da bi želela, da se tele zvezdice pojavijo sam na začetku. Jih bom dala zdaj sam na tole stran. Predolge so zdaj. Se pravi, lahko jih prav prinesem dol, lahko jih pa pustim zgoraj. In zdaj so v bistvu na začetku, lahko jih tudi še uredim in ne vem, naredim, da bo na začetku, evo, prikazali tako. Sej je smešen, to je samo zato, da vam pokažem, kaj se kaj recimo da. Ok, na začetku, glasba bo že in to je to. Se pravi, kakor da je nek uvod. In tudi pol imate prehode, se pravi, efekte imate za prehode in vse to. Se pravi, to se pa lahko še vse poigrate. Evo smo.